Dragi moji soustvarjalci kanala Vrtinec ljubezni, milijonkrat vam hvala. Iskrena hvala prav vsakemu izmed vas. Čeprav vas vseh ne poznam, vendar vem, da smo nekako povezani vsi med seboj, kajti povezuje nas vsemogočna sila. Vsi mi smo tu pravzaprav zato, ker si želimo postati še boljša osebnost ter živeti radostno ter izpolnjeno življenje. Kanal Vrtinec ljubezni je nastal prav zaradi te goreče želje, da bi se lahko skupaj učili na svoji življenjski poti ter tako postajali še močnejši, še modrejši ter še boljši. V 4 letih nas je že več kot 3500 naročnikov, ki skupaj soustvarjamo ta kanal. In pred kratkim smo imeli tudi milijon ogledov, kar me iz srca veseli. Hvala, 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 res milijonkrat vam hvala. Nikoli in nikdar nisem podvomila v svoje delo. Nikoli se nisem tudi reklamirala. Preprosto sem le sledila svojemu srcu ter skupaj z vašo pomočjo, z vašo spodbudo ustvarjala nove in nove posnetke. V prvi vrsti sem to počela predvsem zaradi sebe, ker sem sama želela postajati še boljša osebnost. Ko pa ste se mi pridružili še vi, je bilo to ustvarjanje še prijetnejše ter še uspešnejše. Iskrena vam hvala za vse, kar ste mi v teh 4 letih dali. Hvala, da ste. Hvala. Skupaj nam je vse mogoče. Že od nekdaj sem vedela, da je življenje mnogo več od tega, kar so nas učili. Mnogo več od tega, kar mi mislimo, da je. In vedno znova in znova sem preizkušala nove poti. Seveda sem pri tem mnogokrat tudi padla na svoji poti, vendar se vedno znova in znova pobirala ter odšla dalje. Nikoli in nikdar nisem želela verjeti, da sem nemočna, da sem žrtev, da ničesar ne morem storiti. Moj moto je vedno bil in vedno bo, da je vse mogoče, vse mi je mogoče, vse nam je mogoče. Nemogoče ne obstaja. Nikoli in nikdar nisem obupala, nikoli se nisem predala. Vedno znova in znova sem se spraševala, zakaj sem tukaj, kjer sem zdaj, v tem trenutku. Zakaj se mi dogajajo določene stvari? Kakšen je smisel življenja? Zakaj se mi dogajajo tudi neprijetne stvari? Kaj se zgodi, ko umremo? In tako naprej. Vprašanj nikoli ni zmanjkalo. Že kot deklica sem brala ter poslušala drugačne stvari kot večina mojih sovrstnikov. Vedno znova in znova sem iskala odgovore na svoja vprašanja. Se zatekala k pisanju dnevnika ter pisala pesmi. Kmalu sem doumela, da mi je potrebno svoja čustva, svoje občutke izliti na list papirja. Zdaj je drugače. Zdaj lahko snemam in se vedno znova in znova poslušam, ter tako svoje posnetke lahko delim tudi z vami. Če lahko pomagam vsaj eni osebi, če bom tako pomagala enemu izmed vas, je moje poslanstvo na tem svetu izpolnjeno.
Skozi svoje odraščanje na svoji življenjski poti sem imela polno preizkušenj, polno preprek, tako kot večina izmed nas. Vendar si nisem nikoli rekla, da je kaj nemogoče. Vedno znova in znova sem se učila ter tako pobirala na svoji poti. Včasih uspešnejše, včasih manj uspešnejše. Vendar nikoli nisem odnehala. Ko sem mislila, da sem že na konju, se je ponovno pojavila ovira. Ko sem mislila, da sem že razsvetljena, se je pojavilo še več svetlobe. In prav zaradi teh preizkušenj, prav zaradi vseh teh stvari, ki so se mi dogajale, prav zaradi tega sem postajala še boljša, še modrejša ter še močnejša. Zdaj se dobro zavedam, da nikoli nisem sama, nikoli nisem žrtev in da ni potrebno, da bi se smilila sama sebi. No, morda včasih se le smilim sama sebi, včasih tudi jaz želim postati žrtev ter se smiliti in malo pojokati. Vendar kaj kmalu poskušam vse to, kar se mi dogaja, ozavestiti ter čim prej dvigniti svojo vibracijo. Na vse želim pogledati še širše, še iz drugega zornega kota, z višje perspektive. Mnogokrat se nam zgodi, da v danem trenutku ne vidimo celotne slike, ter se takole predamo in sodimo drugim in sodimo tudi sebi. Vendar je to nepotrebno, kajti prav vse v našem življenju ima smisel. Prav nič se nam ne zgodi slučajno ali pa po pomoti. Vse se nam zgodi z razlogom. Prevzemimo odgovornost, ne igrajmo žrtve, bodimo odgovorni za vse, kar se nam dogaja. Zdaj trdno vem, da je življenje še mnogo več, kot si lahko zamislimo, mnogo več, kot si lahko predstavljamo, da je. Tudi mi sami. Vsak posameznik izmed nas je mnogo več, kot si lahko misli, da je. Vsi mi smo čudovita bitja, ki si zaslužimo le najboljših stvari. Prav vsak izmed nas. Vsi mi smo tu le zato, da ustvarimo srečno, radostno ter izpolnjeno življenje, da skupaj ustvarimo in naredimo svet še lepši in še boljši. Zato sleherni trenutek sledimo svojim sanjam, sledimo svojemu srcu, bodimo radostni, bodimo igrivi. Življenje je čudovita igra, ki jo mi sami ustvarjamo, sleherni trenutek. Kakšno življenje želimo živeti? Kaj bi radi, da se nam zgodi? Mi sami se odločimo se, da bomo srečni, odločimo se, da bomo živeli lepo ter radostno življenje. Verjemimo ter zaupajmo, da je vse v redu, da je vse točno tako, kot mora biti. Zato se nikar in nikdar ne obremenjujmo s svojo preteklostjo, ki se je že zgodila, ter ne skrbimo za svojo prihodnost, ki se bo šele zgodila. Poskušajmo živeti v tem trenutku, tukaj in zdaj, kajti le v tem trenutku nam je vse mogoče.
Verjemimo ter zaupajmo, da je za nas vedno poskrbljeno, da smo vedno varni, da smo vedno ljubljeni. Božja ljubezen, stvarstvo, inteligenca, vesolje, Bog ali kakorkoli že to poimenujemo, nas čuva na vsakem našem koraku. Le zaupajmo in prav nič ne skrbimo. Vsi mi smo ljubljeno bitje, ki v sebi nosimo neverjeten potencial. Mi vsi lahko ustvarimo prav takšno življenje, kot si ga želimo živeti, in prav vse nam je mogoče. Tudi 1 milijon ogledov je mogoč, le zaupati je potrebno, ter se prepustiti naši največji radosti v nas samih. Nikoli in nikdar ne obupajmo, morda že prav jutri posije sonce prav za nas. Delajmo na sebi, meditirajmo, se izobražujmo, berimo, pa ne zaradi drugih, pač pa le zaradi sebe. Vedno znova in znova se učimo, vedno znova in znova postajamo še boljši in še modrejši. Zavedajmo se, da smo mi sami najbolj pomembni, da smo mi sami najbolj čudoviti. Zavedajmo se svoje moči, ki jo imamo vsi, prav vsi v sebi. Le da jo morda včasih še ne vidimo, vendar to ne pomeni, da je ni. Le poiskati jo še moramo. Zaupajmo, da nam je vse mogoče. Zato, tudi kadar nam bo najbolj težko, poiščimo to moč v sebi, prebudimo jo, bodimo luč ter zasvetimo takrat, ko bo najbolj temno. In s to lučjo lahko osvetljujemo tudi vse druge. Nič ne skrbimo, le sledimo sebi, svojemu srcu, svojim občutkom ter svoji najvišji radosti. Sleherni trenutek uživajmo na svojem potovanju, na potovanju, ki se mu reče življenje. Kajti prav to naše potovanje je lahko najlepše potovanje, na katerega smo se kadarkoli podali. Vsi mi lahko živimo svoje sanje, vsi mi smo lahko srečni, vsi mi smo lahko izpolnjeni. Le zaupajmo ter sledimo svoji najvišji radosti v sebi. Vse nam je mogoče, kajti življenje je mnogo, mnogo, mnogo več, kot mi mislimo, da je. Le zaupajmo. Nikoli in nikdar ne pozabimo, da smo mi sami ustvarjalci svojega življenja. Le mi sami privlačimo vse stvari in vse dogodke v svoje življenje. Le mi sami smo odgovorni za prav vse, kar se nam dogaja. Lahko si rečemo, da smo ubogi v danem trenutku, ko nam ni prijetno, in se takrat smilimo sami sebi, ter si rečemo, da ne moremo ničesar storiti, da je krivično, kar se nam dogaja, da je nepošteno, da vse to, kar se nam dogaja, ni prav. Vendar lahko prav takrat, ko nam je najbolj hudo, takrat še bolj odpremo svoje srce, takrat še bolj zaupajmo, takrat se obsvetimo še z več ljubezni, ter na vse poglejmo še drugače, še širše, poglejmo z drugega zornega kota, ter da tako morda vidimo tudi druge možnosti. Ne pozabimo Božjega načrta,
kajti vsi prav dobro vemo, da je mnogokrat bistvo našim očem skrito. Zato je takrat potrebno pogledati drugače. Treba je takrat odpreti svoje srce ter zaupati, da nikoli in nikdar nismo sami. Tega pa žal ne more nihče storiti za nas, niti ne namesto nas. Le mi sami smo tisti, ki smo odgovorni. Le mi sami smo tisti, ki imamo to moč, da lahko storimo tudi neverjetne stvari, pa čeprav morda za trenutek mislimo, da ni izhoda. Vendar nikoli in nikdar ne obupajmo, vedimo, da nam je vse, prav vse mogoče. Mnogokrat se nam naša pot ne zdi najbolj logična, vendar ne pozabimo, da je logika dobrohotne inteligence v nas samih popolnoma drugačna. Ko enkrat resnično zaupamo ter se začnemo predajati brezpogojni ljubezni v nas samih, takrat bomo začutili neverjetno olajšanje. Takrat bomo začutili lahkotnost. Takrat bomo obsvetljeni z ljubeznijo, takrat nam bo vse mogoče in takrat bomo začutili mir v sebi. Dovolj je že to, da delamo le to, kar nam pravi in veli srce. Zato odprimo svoje srce ter mu prisluhnimo in zaupajmo. Zato sleherni trenutek sledimo sebi, sledimo svojemu srcu ter ga še bolj odprimo, še bolj se predajmo tej Božji ljubezni, ki jo imamo vsi v sebi. Še naprej soustvarjajmo ta kanal Vrtinec ljubezni ter tako postajajmo še boljši, še močnejši, še trdnejši in še modrejši. Vesela in hvaležna bom prav vsakega vašega komentarja. Hvaležna bom vsake vaše povratne informacije, če boste tako začutili. Hvala vam, milijonkrat vam hvala. Skupaj se zdaj zavrtimo v visoki vibraciji, skupaj se zavrtimo v vrtinec ljubezni ter občutimo to radost, občutimo to milost, ki jo imamo prav vsi v sebi. Iskrena hvala, 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 milijonkrat hvala prav vsakemu izmed vas. Imam vas neskončno rada.